Dragi prostovoljci, družinski oskrbovalci in drugi, ki berete ali poslušate prispevke Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Danes govorim Jože Ramovš. To je 9. tema v seriji Staranje in družina. Naslov: Domoljubje je zakoreninjena svoboda. Čim starejši je človek, več mu pomeni, da kdo upošteva njegova spoznanja in izkušnje. Raziskava o tem, kaj nad 50 let stari prebivalci Slovenije potrebujejo, kaj zmorejo in kaj hočejo, je pokazala, da smo srečnejši, če drugi upoštevajo, kar znamo in vemo. Človeštvo se razvija tako, da mlajša generacija prevzame od prejšnje pomembno znanje in izkušnje, na tej osnovi pa ustvari svoj prispevek. Prenos vrednot iz roda v rod se dogaja najbolj v družini in drugod, kjer je človek duhovno doma. Zato je domoljubje stabilna hoja po dveh nogah. Ena je zakoreninjenost v tla preteklosti, druga je razvojni polet v prihodnost. Zdrav razvoj posameznika in sožitja v skupnosti se dogaja tam, kjer so ljudje zakoreninjeni v stvarnost in svobodni za ustvarjalno oblikovanje razpoložljivih virov. Uravnotežena kombinacija tega dvojega je domoljubje. Domoljubje je zakoreninjena svoboda. Zakaj se posamezni človek in človeštvo razvijamo hitreje kakor druga živa bitja? Človek v 2 desetletjih svoje mladosti osvoji vsa pomembna znanja iz nakopičenega kulturnega zaklada prednikov. Temu kapitalu doda svoj doživljajski, delovni in ustvarjalni prispevek. Vsak rod nadaljuje razvoj skupnosti in njene kulture tam, dokoder je prišel prejšnji rod. Zakoreninjenost je za slehernega človeka, družino, skupino in skupnost pogoj za obstoj. Ustvarjalna svoboda pa je pogoj za razvoj. Seveda smiselna zakoreninjenost in smiselna svoboda. Kakor sleherna stvar, se lahko tudi človeška zakoreninjenost in svoboda pokvarita, tedaj škodujeta preživetju in razvoju. Če je domoljubje zdrava zakoreninjenost, je dobro vedeti, v kaj smo zakoreninjeni. Domoljubje je svoboda, zakoreninjena v človeški naravi, v svojih telesnih, duševnih, duhovnih, sožitnih, razvojnih in bivanjskih razsežnostih ter v spoštovanju svojih meja. Domoljubje je svoboda, zakoreninjena v odnose svoje družine ter v izročilo dobrega, lepega, uspešnega, poštenega dela in sožitja svojega rodu. Kri ni voda, pravi slovenski pregovor. Domoljubje je svoboda, zakoreninjena v svojem poklicu. Večina ljudi največ naredi v poklicu. Pri poklicnem delu sodelujemo z največ ljudmi. Domoljubje je svoboda, zakoreninjena v svojem rodnem kraju in kraju, kjer živim zdaj. Koliko lepote in toplih čustev je v prvinskih spominih človeka na naravo, ljudi, hrano, dogodke v svojem kraju, kjer se je rodil. Domoljubje je svoboda, zakoreninjena v svojem narodu, materinem jeziku, v svoji kulturi, zgodovini, državi. Vešča raba materinega jezika in kultura lepega pogovora sta največja dota staršev, vzgoje in osnovne izobrazbe. Človeku odpirata vrata v lepo sožitje in v uspešno sodelovanje. Priseljenci so lahko zdravo zakoreninjeni v 2 ali več kulturah in jezikih, v svoji rodni in kamor so se priselili. Domoljubje je svoboda, zakoreninjena v etični izkušnji o tem, kaj ljudje moramo delati in katerih svojih meja ne smemo prestopati, da se lahko trajnostno razvijamo
kot posamezniki, skupine in skupnosti. Je verovanje in upanje v temelje vsega, kar obstaja, in v smisel razvoja, ki presega človeško dojemanje in zmožnosti. Verovanje in upanje v presežni smisel gojijo od začetka naša in vse druge kulture. Spoznanje, da je človek brez njiju prepuščen vsemirskemu mrazu in osebni zmedi, brez orientacije, je velikega misleca sodobnosti Nietzscheja pretreslo do blaznosti. Domoljubje je svoboda zakoreninjena v človeštvo, v več kot 2 milijona let njegovega razvoja. Ta zakoreninjenost pomaga k stališču, da je vsakdo enako človek in ima enako človeško dostojanstvo, obenem pa je enkraten in edinstven. Domoljubje je svoboda zakoreninjena v celotni naravi, v našo zemljo z njeno lepoto, možnostmi in mejami, ki jih moramo poznati in spoštovati, saj je to naš edini dom. In v zakone vesolja, ki se razvija že 15 milijard let. Zdrava zakoreninjenost v vse to je odskočna deska razvojne svobode in upanja v prihodnost. To je domoljubje, ki daje staranju odločilni kos smisla. Njegovo bolestno nasprotje so neštete oblike omamljanja, ko se človek v svojem doživljanju in z ravnanjem izkorenini iz stav preteklosti in izklopi iz odgovornega razvoja prihodnosti. Bridke izkušnje človeštva so tudi z bolnim domoljubjem nacionalizmov, razrednega sovraštva, osebnega in skupinskega egoizma. Vsem je skupno izkoriščanje drugih, nasilje nad drugimi in razvrednotenje človeškega dostojanstva. Če nekdo oboli zaradi raka na pljučih, še ne pomeni, da so pljuča nekaj slabega ali nepotrebnega, ampak da so njegova bolna. Zdravo domoljubje so naša kulturna pljuča, s katerimi dihamo zrak za zdrav razvoj svoje svobode. Naša starajoča se baby boom generacija razvija svoje domoljubje med scilami in karibdami svojih zmot in dosežkov. Če bomo dozoreli v domoljubju, bomo boljše in lažje predajali svoje zrele izkušnje potomcem. Prispevek je bil objavljen v Upokojenski reviji Vzajemnost oktobra 2019.